Recording in Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. In nasvidenje svet sam. In nasvidenje svet sam. Naj ti krepko stisnem dlan, da ti voščim dober dan. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Odaleč prihaja. Von po kavi, von po kavi. Von po kavi, von po kavi. Novice, reklame. Vreme danes, vreme danes. Vreme danes, vreme danes. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Popijeva v dvoje. Prvo kavo, prvo kavo. Prvo kavo, prvo kavo. Pozabiva vreme. In reklame, in reklame. In reklame, in reklame. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nadaljuje se roman. Nadaljuje se roman. Daleč je še zadnja stran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan, dragi moji. Jaz tole opazujem, pa se mi zdi, da nas je vedno manj na teh jutranjih prebujanjih. Ali se mi pa samo tako zdi, ne vem. Kako ste kaj spali, kako ste kaj trgovali zadnje dni? Všeč mi je, da takole lepo tisti, ki se prijavite, v chatu drugim zaželite dobro jutro. Najbrž tudi meni, tako da pohvalno. Posebej lepo pozdravljam, saj veste koga. Samo eno osebo, Alenko, ker je samo Alenka na kameri, ampak seveda tudi ostale lepo pozdravljam. Zdaj, današnje jutro smo začeli z eno tako prekrasno baladico po imenu Don't Cry for Me Argentina. Upam, da ste jo slišali, upam, da vam je bila všeč, upam, da jo celo poznate. Izvedb te pesmi je cel kup. Tole, kar smo mi danes slišali, je bilo v izvedbi irske pevke Sinead O'Connor. Zakaj sem se tako odločil, boste izvedeli v prihodnjih minutah. Potem pa seveda našo, če tako rečem, himno z naslovom Dobro jutro, dober dan. To je, če se ne motim, tudi pesem, ki jo, ne vem, v 5. uri ali nekaj takega, vsakič zavrti Radio Slovenija. To imam v spominu še iz časov, ko sem vozil tovornjak, kar nekaj let je že minilo od tega, kar nekaj Save je že preteklo od moje rodne Gorenjske proti Ljubljani, pa še kam nižje dol proti jugu, no. Tako da, zdajle bom povedal nekaj zadev v zvezi z današnjim dnevom, še prej bom dal nekaj glasbe, pa če bo preveč na glas oziroma če razmerje med glasbo, ki jo boste slišali v ozadju, in mojim glasom
ne bo v redu, mi boste pa seveda sporočili. No, tako. Po stari navadi, kaj počnem, govorim podatke v zvezi z današnjim datumom, torej danes je 11. oktober. Jaz sem si našel 5 zanimivosti v zvezi z današnjim dnem. Samo trenutek, bom pokazal še screen, tako kot to počnem. Share screen. Takole, upam, da vidite zdajle eno sliko, ene Azijce pa ene Američane. Gospode kaže, če jo vidite, mi napišite v chat 111. Prosim. Ok, Sandi, hvala, Fani, hvala. Ok, dajmo začeti s tem. Torej, tale slika nam opisuje dogodek iz leta 1906, torej iz 11. oktobra. 11. oktobra 1906 je tako imenovani Svet za izobraževanje v San Franciscu, v ameriški zvezni državi Kaliforniji, torej na zahodu, tam ob Pacifiku. Svet za izobraževanje je odredil segregacijo japonskih, kitajskih in korejskih otrok in odredil, da se morajo šolati v ločenih šolah, kar je tedaj sprožilo neko kar konkretno diplomatsko krizo. Recimo Američani so z zakonom leta 1882, torej 24 let pred tem, prepovedali vstop kitajskim delavcem v Ameriko. V začetku 20. stoletja pa je njihova kalifornijska polja večinoma obdelovala delovna sila iz Japonske in Koreje. Torej takrat se je tisti rasizem do temnopoltih načeloma malo nehal, se je pa očitno začel do rumenopoltih. Podobno velja torej za delovno silo za rudnike, za marsikatero tovarno in za dela na železnicah. Skupaj s potomci že prej priseljenih Kitajcev so predstavljali številčno sicer neomembe vredno manjšino, vendar je rasističen odlok vseeno stopil v veljavo, tako da tako imenovana Land of the Free, Home of the Brave ima kar precej putra na svojih ramenih, na glavah in tako naprej. Zahtevali so segregacijo torej rumenopoltih otrok. Če gremo dalje. Takole, vsaj enega od teh dveh možakarjev gotovo poznate, ki sta zdajle na sliki. Našel sem podatek, po katerem je 11. oktobra 1939 Albert Einstein obvestil Franklina Delana Roosevelta, torej ameriškega predsednika, o možnostih izdelave atomske bombe, torej na današnji dan leta 1939. Pismo je na pobudo madžarskega znanstvenika Lea Szillarda, to je pa ta drugi, ki je na sliki, Einstein odposlal sicer že 2. avgusta tistega leta, vendar je procedura, najbrž pa tudi neke mednarodne okoliščine, pri tem mislim na to, da je Hitler s svojimi enotami 1. septembra 1939 napadel Poljsko, torej procedura je zahtevala nekaj časa. Tako kot sem rekel, od avgusta do oktobra. Američani so sicer pa pol pod vodstvom večinoma tujih znanstvenikov v naslednjih letih v tako imenovanem Project Manhattan, projektu Manhattan v puščavi v New Mexico razvijali atomsko bombo in opravili nekaj poskusov, kako se je to končalo, s kakšnimi grozotami, najbrž vsi med vami veste. Torej, 2. svetovno vojno sta načeloma končali odvrženi atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki. Gremo naprej. To je pa tisto, kar ste slišali v uvodu, pa še nisem dal snemati, ker me YouTube vsakič zablokira zaradi avtorskih pravic. Zdajle na sliki, na fotografiji
lahko vidite Juana Perona in njegovo ženo Evito. Na današnji dan leta 1955 so vse praznične dneve, ki so imeli povezavo z odstavljenim generalom in predsednikom Argentine Juanom Peronom, to je ta možak zraven Evite, torej vsi praznični dnevi povezani z njim so bili z odlokom novih oblasti odstranjeni. Juan Peron je tudi sicer sam prišel na oblast z vojaškim pučem, najprej s sozarotnikom generalom Rawsonom leta 1943, nato pa še v samostojnem državnem udaru leta 1944. Državo je vodil do leta 1955, torej 11 let, sprva, nato pa spet v obdobju med letoma 73 in 74. Večina vas je pa menda slišalo bolj za njegovo ženo, znamenito pevko Evo Duarte, kasneje poimenovano Eva Peron, Evita Peron, bolj ali manj vsi poznate pod imenom Evita, če ne drugače pa zaradi tega, ker je bil pred leti posnet musical z Madonno v glavni vlogi. Torej, ko sta se Juan in Evita poročila, je bila ona stara 26, on pa 50. Tekenile so mu mlade ženske, se veste, staremu biku, ki ima slabe zobe, tekne mlada trava, ne. Juan Perón je bil sicer dokaj kontroverzna osebnost, Evita je bila tako popularna med ljudstvom zaradi svojega revnega, če tako rečemo, backgrounda. Juan Perón je sicer simpatiziral z nacisti, dal zatočišče tudi marsikateremu vojnemu zločincu in tako naprej. Juan je bil sicer tudi diktator in je bil nekega dne ekskomuniciran iz katoliške cerkve, mislim, če se ne motim, leta 1955 ga je izključil sam tedanji papež Pij XII. Dovolj o Juanu Peronu. Tole, kar zdajle vidite, ne vem, koliko od vas bo prepoznali te dva glasbenika, no, saj jih je več na sliki, vsi so precej znani. 11. oktobra 1981 je tedaj še dokaj neznani glasbenik po imenu Prince Rogers Nelson nastopil kot ogrevalna skupina, torej kot predskupina na koncertu skupine The Rolling Stones v Los Angeles Coliseumu. To je kar en velik stadion tam jeseni 1971, ta model na levi v kopalkicah, če tako rečemo. To je Prince, ne? Še ni bil rock zvezda, bil je zgolj malo nenavaden nadobudnež z enim napol pop-funk hitom. Je bila pa njegova glasba všeč Micku Jaggerju, to je pa tata drug na sliki, ne. Mick Jagger je namreč mladega izvajalca povabil, da otvori par koncertov Rolling Stonesov v Los Angelesu. Sama zadeva se ni razvila dobro. Recimo turneja Stonesov tistega davnega leta 81, torej pred 41 leti, je bila kar obsežen podvig, na katerem je skupina tolkla rekorde obiskanosti in napolnila najbolj velikanske ameriške stadione. LA Coliseum ni bil nobena izjema, se je koncert obiskalo ocenjenih 94,000 ljubiteljev glasbe, oboževalcev skupine Rolling Stones, in ta množica ni bila preveč navdušena nad glasbo, ki jo je uprizoril Prince. Modela so izžvižgali, ga obmetavali s predmeti in rasističnimi vzkliki ter homofobnimi pripombami, glede na to, da je Prince na oder namreč prikorakal v svojem značilnem slogu, v prozorni jakni s škornji do stegen in v črnih, če jim tako rečemo, bikini hlačkah. Na njegovo srečo se je potem njegova kariera razvila boljše, kot so bili njegovi začetki. Tako da to se je zgodilo na današnji dan leta 81. In te dva, ta zadnja dva, mogoče malo bolj, kako bi temu rekel, škakljiva novička, ali pa malo drugačna, rečemo jim malo drugačna. Me zanima, bi kdo med vami prepoznal te dva obraza. Nobeden najbrž, ne? Okej. Tistim, ki smo dovolj stari, vas bom zdajle spomnil na en dogodek, ki si ga boste prav gotovo priklicali v spomin.
Tole namreč sta John in Lorena Bobbitt. Na današnji dan leta 1995 so Johnu Bobbittu opravili plastično operacijo, s katero so njegov penis povečali za 3 inče, torej za dobrih 7,5 centimetrov, to je kar ena konkretna doza, za toliko so mu ga povečali, ne. Tega modela poznamo po tem, da je bil od leta 1989 poročen s to bejbo, ki je zraven njega na sliki, po imenu Lorena Bobbitt, rodila se je kot Lorena Gallo, njuno razmerje pa je postalo mednarodno razvpito leta 1993, ko je Lorena Johnu z nožem odrezala tisti delček, ki sem ga prejle omenil, medtem ko je on spal v postelji. Penis so mu nato ponovno kirurško pršili nazaj, pritrdili. Lorena je sicer trdila, da jo je njen mož leta posiljeval in zlorabljal. Johna so kasneje tistega leta obtožili posilstva, vendar je bil oproščen. Nato se je lotil kariere v pornografski industriji in je igral v več pornografskih filmih. Sama Loreta je bila pa naslednje leto oproščena napada zaradi neprištevnosti, ločila sta se leta 1995. Tako da upam, da ni koga zmotila te sorte novica v zvezi z današnjim dnem. Upam, da me še vedno slišite in vidite, upam, da slišite tudi glasbo v ozadju. Zdajle si bomo vzeli nekaj minut za zapisovanje jutranjih hvaležnosti, potem pa seveda zadeve zaključimo z afirmacijami in tako naprej. Torej, nekaj minut za zapisovanje jutranjih hvaležnosti. A se glasba v ozadju sliši? Ne? Okej.
No, tako, jaz sem zapisovanje malo pohitel, glede na to, da se bojim, da bi nas spet vrglo dol. Če nas bo, pa seveda jutranje afirmacije objavim tudi na Telegramu, tako kot vedno. Dobro jutro, če sem prej rekel Alenki, zdaj seveda še Mariji in Simoni. Simona, če pravilno vidim, vozi. Simona, pazljivo za volanom, pazljivo na cesti. Tema je pa ne, da želim povedati, da v temi voziš slabše, ampak saj veš, bodi pazljiva. Kaj hočem povedati? Ob torkih beremo knjigo Jorgeta Bucaya, ne? Počasi se bližamo koncu, oziroma danes bom pravzaprav prebral zadnjo zgodbo, ki je dovolj dolga, da sodi v tole jutranje prebujanje. Izpustil sem sicer kopico krajših, tako da prehajam v dilemo, kaj naj vam ob jutrnjih prebujanjih ob torkih preberem. V sredah imamo seveda Kremenčkove, tudi jutri jih bomo imeli. Nekaj časa sem celo razmišljal, da bi vam začel brati svoje knjige, to je roman, ampak sem se pol premislil, glede na to, da ne vem, koliko smisla ima branje romana takole zjutraj na vse zgodaj. Zato sem si našel eno knjigo, ki je sicer še nisem prebral, reče si pa Naučite se zaslužiti. Tako da odkrival bom z vami vred, pa bomo videli, če bo dobra, če se nam ne bo zdela dobra, bomo pa pač prenehali in poiskali kako drugo. Skratka, danes še ta zadnja v seriji zgodb, ki nam dajo misliti, Jorgeta Bucaya, argentinskega pisatelja. Danes se imenuje Sadilec datljev. Gre pa takole. V oazi, skriti med najbolj oddaljenimi puščavskimi deželami, je ob vznožju datljevih palm klečal Elijahu. Njegov sosed Hakim, bogati trgovec, ki se je ustavil v oazi, da bi napojil svoje kamele, je videl, kako se Elijahu poti, ko koplje po pesku. Kako si, starec, mir s tabo? Tudi s tabo, je odvrnil Elijahu, ne da bi prenehal z delom. Kaj počneš v tej vročini z lopato v roki? Sadim, je odvrnil starec. Kaj pa sadiš tukaj, Elijahu? Datlje, je odvrnil Elijahu in pokazal na palme okoli sebe. S tem javlja, da imamo še 10 minut. Datlje, je ponovil prišlek in zaprl oči kot nekdo, ki razumevajoče posluša največje neumnosti. Zaradi vročine so se ti skisali možgani, dragi prijatelj. Daj, pusti svoje delo in pridi v moj šotor, da bova nekaj spila. Ne, opraviti moram do konca. Če hočeš, lahko potem spijeva kaj kasneje. Povej, prijatelj, koliko let imaš? Ne vem, 60, 70, ne vem, pozabil sem. A kaj je zdaj to važno? Poglej, prijatelj, datljeve palme potrebujejo več kot 50 let, da zrastejo in šele odrasle palme dajejo sad. Ne želim ti zlega in privoščim ti, da bi doživel 100 let in še več, a sam veš, da boš le stežka žel, kar danes seješ. Zato pusti to in pridi k meni. Poglej, Hakim, jaz sem jedel datlje, ki jih je posadil nekdo drug, ki tudi sam ni pričakoval, da jih bo jedel. Danes sadim datlje, da jih bodo lahko jutri drugi jedli. In čeprav le na čast temu neznancu, je vredno, da dokončam svoje delo. Zelo poučno, Elijahu. Dovoli, da ti z mošnjičkom kovancev poplačal tvoj današnji nauk. Ko je to rekel, je Hakim položil v starčevo dlan usnjen mošnjiček. Hvaležen sem ti za kovance, prijatelj. Vidiš, kaj se včasih zgodi. Rekel si mi, da ne bom žel tega, kar sem sejal. To se je zdelo resnično, toda poglej, še posejal nisem, pa sem že požel mošnjiček poln kovancev in prijateljevo hvaležnost. Tvoja modrost me je osupnila, starec. To je že druga lekcija, ki si mi jo dal danes in morda še pomembnejša od prve. Dovoli mi, da ti tudi to poplačam z mošnjičkom. In včasih se zgodi celo to, je rekel starec in pogledal mošnjička v svojih rokah. Sejal sem, ne da bi vedel, kaj bom žel, pa nisem žel le enkrat, temveč dvakrat.
Zdaj pa je dovolj, starec, nikar več ne govori. Če me boš naučil še česa, se bojim, da ne bom imel dovolj denarja, da bi ti plačal. In to je bila tale kratka zgodbica Jorgeta Bucaya. Meni se zdi kar poučna, torej včasih rezultatov ne vidimo, ne otipamo, niti ne slutimo, ampak prav gotovo pridejo. In včasih je potrebno vlagati delo tudi zato, da bi nekdo drug imel kaj od tega, kajti kakor stvari v vesolju potekajo, bomo slej ali prej sadeže svojega dela okusili tudi sami, če ne na en, pa na drug način, če ne datlje, pa mogoče v kakem usnjenem mošnjičku. Tako da, na ta način smo s zgodbami Jorgeta Bucaya zaključili. Upam, da so vam bile všeč. Če so vam bile, prosim, dajte to napisati v chatu, kakšne so se vam zdele. Pa da ne bom od vas zahteval kaj preveč napornega takole zgodaj, dajte napisati 666, če so vam bile zgodbe všeč in so bile poučne. Če so se komu zdele brezvezne ali pa malo dolgočasne in neprimerne, pa lahko napiše tudi 333, ampak se mi zdi, da kakšnih trojk prav preveč videl ne bom. Skratka, šestke se rolajo v chat, Sandy, Alenka. Danes mi vleče na angleščino in pol rečem Sandy, pa Coliseum, pa Rolling Stones in tako naprej. Ok, nekaj minutki imamo še, tako da bomo zdajle prebrali manifestacije. Danes so na vrsti spet moje priljubljene. Zabeležim si te stvari dvakrat, doslej sem jih že prebral, danes bodo na vrsti tretjič. Tisti, ki ste v priložnosti, se naslonite nazaj, predihajte malo, torej svež kisik skozi nos v organizem, pustite, da vam napolni telo, potem počasi skozi rahlo priprte ustnice ven. Simona, ti tudi lahko to počneš, vendar ob tem ne zapiraj oči. Danes mi bo pri teh jutranjih afirmacijah pomagal Obsidian. Ne vem, če sem si to že kdaj privoščil. Obsidian bo torej moj današnji spremljevalec. Afirmacije gredo pa takole. V luči vesolja, iz katere izhajam, ljubezni vesolja, ki me je ustvarila, moči vesolja, ki se zrcali v meni, in iz srca vesolja, ki sem, zaznam in se odločim. Živim sredi neskončnega obilja. Obilje vesolja je moj neskončni vir. Reka življenja nikoli ne preneha teči. Teče tudi skozi mene in se manifestira na razkošen način. Dobro najde pot do mene po nepričakovanih poteh, vesolje pa deluje na nešteto načinov, s katerimi me blagoslovi. Zdaj odpiram svoj da sprejmem dobro, ki mi pripada. Nič ni preveč dobro, da bi bilo res, nič ni preveč čudovito, da bi se zgodilo. Ker je vesolje moj vir, me nič ne preseneča. Ne obremenjujem se z mislimi o preteklosti ali prihodnosti, prvega ni več, drugo pa šele prihaja. Z močjo prepričanja, skupaj z mojimi dejanji, namenom in brez strahu, ter s pomočjo mojega globokega odnosa z vesoljem, bo ustvarjena moja prihodnost, obilje zame pa se bo pokazalo. Prosim in sprejemam, da sem točno v tem, pa tudi v vsakem drugem trenutku dvignjen v višjo resnico. Moj je tih. Danes in od tega dne naprej svobodno in neustrašno dajem del sebe v vesolje, vesolje pa mi vrača na veličastne načine in vedno več. Blagoslovi prihajajo na pričakovane in nepričakovane načine. Vesolje me z njimi zalaga na čudovite načine.
In še zadnja, rekel bi, da najbolj pomembna, hvaležen sem in prav je tako. Tako da, dragi moji, drage moje, upam, da sem vam v tem jutru dal kakšno malenkost, kakšen delček, kakšen puzzle v mozaiku današnjega dneva. Upam, da je bilo moje jutranje prebujanje vredno vašega dragocenega časa. Zahvaljujem se seveda, da ste bili z vami. Vas vabim tudi na jutrišnjo verzijo jutranjih modrosti, jutranjega vrtiljaka z mavrico modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Jutri bodo na vrsti kremenčkovi, potem pa v četrtek, če ne bo drugače, seveda tudi večernim Zlatorogovim dosjejem. Dragi in dragi, hvala še enkrat, lep dan želim, uspešen dan želim, bodite hvaležni in imejte se radi. Ajde, čau.